Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi prispevek iz serije posvečene letošnji veliki nagradi Japonske. Poglejmo si, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu v prispevku pred kvalifikacijami. Kot običajno bo tudi današnji prispevek pred kvalifikacijami razdeljen na 3 dele. Najprej si bomo ogledali tehnične novosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k zanimivostim. Na koncu bomo pa skušali razumeti razmerje sil v luči prihajajočih kvalifikacij. A začeli bomo kot običajno z tehničnimi novostmi. Tu se bomo kot ponavadi oprli na uradni dokument, ki ga izdaja FIA in kjer lahko vidimo, kaj so ekipe prijavile kot novost na njihovih bolidih. Začenjamo z ekipo Red Bull. Tu lahko vidimo določene spremembe tam pri vstopnikih na bočnih strukturah in seveda določene spremembe tudi na obliki pokrova pogonskega sklopa. Pri Red Bullu so spremenili tudi zgornji del dna, da se bolj vklopi v spremembo, ki smo jo omenili prej na bočnih strukturah, in ne smemo pozabiti, da so spremenili tudi vstopne reže tam na zadnjih hladilnih košarah. Druga ekipa, ki je prijavila spremembe, je Ferrari. Oni so naredili nekaj novega na prednjih zavornih košarah, kjer so zmanjšali tisti hladilni učinek, ampak kar je bolj zanimivo, prijavili so spremembo na samem dnu, prav v območju splitterja, tam na sredini, kjer se sama šasija stika z dnom. Tretja ekipa, ki je prijavila nekaj novega, je Williams. Tu lahko vidimo, da so na prednji obesi spremenili rahlo kot istih trikotnikov in tudi obliko same kože z ogljikovih vlaken, ki jih prekriva. Ekipa Aston Martin na progi v Suzuki je ena, ki bo imela verjetno zaradi Honde največ podpornikov. In tudi tu so pokazali kar nekaj novosti. Na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju so spremenili samo obliko tretjega profila in tudi rob na tisti končni plošči je podaljšan. Pri vstopnem delu na samo dno so tudi rahlo spremenili obliko in izgleda, kot da pri Aston Martinu popravljajo tisto aerodinamiko prednjega dela bolida, kjer želijo zračni tok čim lepše usmeriti prav na že prej omenjeno dno. Če so pri Aston Martinu se nekoliko ubadali bolj za aerodinamiko, tega ne moremo reči za ekipo Haas, drugo ekipo, ki ima neke vrste japonsko navezo. Pri Haasu so tu spremenili samo tisti mehanizem na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Zadeve so poenostavili in jih naredili malček bolj zanesljive. Pri Alpinu določene manjše spremembe na prednji premi, ampak kar je bolj zanimivo, spremenili so mehanizem na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in tudi obliko končnih plošč, prav tako zadaj v tistem spodnjem delu. Na koncu
Sedma ekipa, ki je prijavila spremembe, je ekipa Cadillac, kjer lahko vidimo spremembe na difuzorju, tako na zgornjem delu, kot na tistih stranskih ploščah. In kar se tiče samih sprememb, ki so jih ekipe prijavile, je to vse. Poglejmo si sedaj zanimivosti. Prva zanimivost, pri kateri se moramo ustaviti, je mehanizem pri sami tovarniški ekipi Mercedes. O preiskavi in morebitnih nepravilnostih smo govorili v našem zadnjem komentarju novic, a na koncu se je izkazalo, da so pri tovarniški ekipi Mercedes imeli težave z nastavitvami hidravlike. Torej, šlo je za tehnično napako in zadeva se zaključuje tu. Treba je povedati, da tudi v garažah, tu v Suzuki, so prisotni deli tako imenovane makarene oziroma tistega zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, ki je postal znamenit pri skuderiji Ferrari. Ampak ne bomo videli te novosti v akciji. Namreč odločili so se, da rabijo več statičnega preizkušanja in da tu na Japonskem pač se bodo ukvarjali bolj z dirko. In treba je povedati, da situacija je, vsaj po mojem, nadvse zanimiva. Na veliki nagradi Kitajske, ko smo imeli samo en prosti trening, so zadevo preizkušali. Tu na Japonskem, ko imamo 3, pa so ugotovili, da zadeva še ni dovolj zrela. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na veliki nagradi Miamija. Verjetno marsikdo izmed vas je razočaran nad sodobnimi bolidi Formule 1, ker prihaja do tistega osovraženega klipinga. Tu je telemetrija, kjer vidimo krog Georgea Russella. Gre za podatke iz prvega prostega treninga, ampak to ni toliko važno. Poglejte tam okrog 15. ovinka oziroma za poznavalce 130R. Tam, ko pride do klipinga, pade hitrost približno za 50 km/h. To ni posebnost Mercedesa, temveč vseh ekip in nekaj takega lahko pričakujemo tudi na dirki. Zato verjetno smo videli, da je FIA nekako zmanjšala tisto količino energije, ki jo imajo na razpolago v kvalifikacijah iz 9 megajoulov na 8. In kar se tiče tistih zanimivosti, je seveda to vse. Poglejmo si, kaj lahko pričakujemo na prihajajočih kvalifikacijah. Tu bi lahko dejali, pravzaprav ne moremo mimo dejstva, da so pri Mercedesu še zmeraj lepo v prednosti, čeprav na drugem prostem treningu je bil Oscar Piastri za malenkost hitrejši od obeh voznikov Mercedesa 2.17. Razumeti moramo, da McLaren je v manjši tehnični krizi. Oscar Piastri ni še začel ene dirke v letošnji sezoni, govorimo o dirkah za veliko nagrado. In treba je tudi malce popraviti vtis. Pri Mercedesu, vsaj po mojem mnenju, niso šli na polno. A treba je tu povedati, da McLaren, ukolikor so odpravili tiste tehnične probleme, zna biti izjemno blizu. Tretja sila, ki jo lahko pričakujemo na kvalifikacijah, je Ferrari. Videlo se je na prvem in drugem prostem treningu, kjer je očitna razlika med prvima dvema ekipama in nato tretjo.
zanimivo vprašanje bo razumeti, ali bo Lewis Hamilton za ali pred Charlesom Leclercem. A razlika med obema se je v primerjavi z lansko sezono zmanjšala. A Red Bull tu vidim precej bolj zadaj, v tisti večji skupini zasledovalcev. Namreč pri ekipi iz Milton Keynesa imajo določene težave in na zahtevni progi, kot je ta v Suzuki, se še bolj pokažejo. Treba je povedati, da tudi njihov pogonski sklop ima lahko določene težave. A o tem bomo bolj podrobno govorili v zadnjem briefingu. Za kvalifikacije ni toliko življenjskega pomena. Pričakujemo seveda tudi napredek pri Aston Martinu, ker je proga v Suzuki v lasti Honde in dobesedno morajo popraviti izjemno slab vtis, so ga pustili. Med ostalimi ni za pričakovati večjih presenečenj, večjih navdušujočih rezultatov, namreč tu bi lahko dejali, da je še zmeraj Mercedes daleč pred vsemi, nato sledi McLaren in na tretjem mestu Ferrari. Vsi ostali v skupini zadaj. A kar se tiče našega prispevka pred kvalifikacijami, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.